Na Svetovni dan zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 7. aprila, se opozarja na pomen zdravega življenjskega sloga in dostopne zdravstvene oskrbe za vse ljudi. Ta dan je priložnost, da se spomnimo, kako pomembno je skrbeti za svoje telo in duševno zdravje. Geslo letošnjega Svetovnega dneva zdravja je Skupaj za zdravje na strani znanosti. Obeležitev Svetovnega dneva zdravja na otoku Ljubezni v Ižakovcih je potekala v okviru Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci. Program je bil obarvan s pozdravnim nagovorom župana občine Beltinci Marka Viraga ter slavnostnim nagovorom vodje Centra za krepitev zdravja Murska Sobota, magistra kineziologije Mitje Dišiča. Kulturni program so s plesom in tamburicami obogatili najmlajši iz vrtca Beltinci enote Mlinček Ižakovci, mlajša folklorna skupina osnovne šole Beltinci ter tamburaška skupina Kut Beltinci. Dan zdravja je z vadbo z obiskovalci vodila fizioterapevtka Metka Vlaj. Na dogodku so se predstavile različne organizacije za svojo ponudbo in obiskovalcem tako nudile nasvete za zdrav življenjski slog. Na vprašanje županu Viragu, katero sporočilo je prenesel občankam in ostalim obiskovalcem glede zdravja. Da se je za zdravje potrebno truditi, kajti zdravje je eno najbolj pomembnih vrednot, ki obstajajo. In toliko, kolikor vlagamo, se morda, kaže tudi, ampak bolj pomembno je, da se ne kaže takoj. Na dolgi rok pa seveda sigurno se kaže pozitivni trendi, kot tudi nažalost, če je zanemarjam. In ta preventiva ali pa zdrav duh v zdravem telesu, kot radi povemo, je zelo pomemben. In tudi tak dogodek, kot je današnji, je pomemben tudi iz tega vidika, da je potrebno nekako opozarjati, opominjati samega sebe in pa seveda vse druge, da se moramo ne samo gibati, bistveno več gibati, ampak tudi se zavedati tega, da je morda na tisti psihološki bazi tudi zelo pomembno, da ni nujno, da se vse samo gibljam, da pa se tudi znamo umiriti, da se nekako prijemo morda na otok Ljubezni, se usedemo, se uležemo in pa seveda nekako poskušamo potem se nadihati svežega zraka, naužiti pozitivne energije. Tudi reka Mura naj odnese skrbi, prinese pa naj samo dobro in tudi predvsem vsega psihičnega, psihološkega vidika je današnji dan zelo pomemben. Predvsem pa je potrebno opozoriti tudi na to, kar je tudi moto morda, se pravi, govorimo tudi o znanosti. Znanost igra zelo pomembno vlogo, predvsem pa jaz iz znanosti reflektiram predvsem, da je potrebno tudi stroko upoštevati in pa tudi stroko nekako zaupati, kajti vse te stvari, ki nam jih stroka prinaša, so del nekih analiz, nekih zgodovinskih dejstev in zakaj bi bili preveč skeptični, če je nekaj strokovno podkrepljeno, potem bojmo tistih, ki zaupamo in nekako držimo se tega, predvsem pa torej, da naj prevladuje zdrav duh v zdravem telesu in pa da ima danes tako v občini Beltinci kot tudi širše vsak od nas možnost se rekreirati, gibati, kajti ogromno 100 tisoč evrov, milijone evrov, lahko vemo, smo vložili v infrastrukturo, da bi nam bilo vsem tudi z vidika rekreacije še boljše. Občina Beltinci zelo dobro sodeluje tudi z zdravstvenimi ustanovami za izboljšanje storitev, kot je ob tem povedal župan Virag, še posebej v luči mednarodnih projektov. Tako z recimo zdravstvenim domovom, kot tudi recimo z bolnišnico, ki imamo tudi ogromno stičnih točk. Predvsem pa torej veseli, da smo z evropskim projektom Blue Twin nekako uspeli prepričati tudi odločevalce na najvišji ravni, evropski ravni, da ta, bi reklo, modre cone, zdaj Blue Twin seveda izpeljanka, najprej modro, potem pa Twin predstavlja digitalni dvojček, ki bo dejansko iz vidika digitalizacije pomagal narediti ali pa simulirati, kako bi morali živeti, da bomo za 10, 15, 20 let seveda postali dlje časa ali pa dolgo časa ali pa dolgo živa družba, predvsem pa družba, ki je kvalitetna, tudi če se staramo, da imamo kvalitetno staranje in da si ti parametri kazalniki kaže tudi na področju zdravja. Kakšni so načrti v prihodnje na področju zdravstva v občini Beltinci? Poleg seveda tega evropskega projekta je zelo pomembno povedati, da tudi neprestano sodelujemo z ostalimi društvi, zavodi, ki izvajajo tovrstne dejavnosti in mi v občini Beltinci res vsakodnevno ljudje prihajajo, se gibljajo, imamo starostnike, upokojence, ki se vsakodnevno dobivajo po vaseh, torej se gibljajo, to je prva stvar. Druga stvar pa, ki je zelo pomembna, je, da načrtujemo tudi prenovo zdravstvene postaje v Beltincih, kar torej bo spet rezultiralo v tem, da bodo boljši pogoji, pa ne samo za uporabnike, ampak tudi za zaposlene. Vsebine kot vsebine pa nam nikoli ne zmanjka, kajti dokler bomo imeli okrog sebe NIJZ, dokler bomo imeli ZZS, dokler bomo imeli zdravstveno dom, bolnišnico in pa še bi lahko našteval tudi tam, če pogledate po stojnicah, koliko tega je, jaz verjamem, da bi moralo v Prekmurju
biti stanje na področju zdravstva bistveno boljše in verjamem, da bo. V Centru za krepitev zdravja Murska Sobota podpirajo tovrstni dogodek. Več o tem in o programih v okviru centra vodja centra Mitja Dišič. Kot Center za krepitev zdravja izvajamo predvsem programe za krepitev zdravja, ohranjanje zdravja in pa tudi obvladanje kroničnih nenalezljivih bolezni tistih, ki jih že imajo in omogočajo pač naše veščine, ko jih pridobijo, lažje življenje s to boleznijo. Želja vodje centra v prihodnje je to, da dosežemo tiste ljudi, ki še mogoče danes niso tukaj, ki se ne zavedajo pomena preventive in pa svoje lastne vloge pri tem, kar lahko storijo za svoje zdravje. Če je prisotna bolezen ali so še povsem zdravi, pomembno je, da so odgovorni za svoje zdravje. Mi jih pa v bistvu pri tem podpiramo, dajemo jim znanja, veščine, skozi vse naše obravnave in aktivnosti. Skozi skupno vadbo sta vsekakor pomembna druženje in povezovanje ljudi. Dan zdravja na otoku Ljubezni je nekaj posebnega že od leta 2001 in današnje druženje je samo zbir vseh dogodkov, ki si jih organiziramo predvsem vsak sam in najbolj pomembno pri vsem tem je to, da dobimo eno skupno spodbudo za to, da je naše gibanje predvsem izvedljivo, da je vabljivo, da je redno, da ga z veseljem izvajamo in da si znamo organizirati dan tako, da dobi gibanje pravo mero v času, v delu dneva in seveda, da znamo uravnotežiti vse obveznosti, vsekakor skupaj z roko v roki, z zdravo prehrano, z pravim ritmom, dnevno-nočnim ritmom, se pravi dovolj počitka, razvedrila, vsekakor in obvladovanje stresa. Izmed mnogih stojnic smo zasledili stojnico, s katero se je predstavljalo Društvo koronarnih bolnikov Pomurja. Več o dogodku pa. To je velik dogodek, posebno zaradi tega, ker pravzaprav je ti dan zdravja že cel teden. Imeli smo že tam meritve, telovadbo ali vadbo, pa danes smo tu, da pač v glavnem povemo, da je zdravje vrednota, ki jo težko očuvamo, če postaneš bolan. Jaz že hodim dolga leta in moram povedati, da je to nekaj enkratnega. Ne samo iz psihičnega, tudi iz fizičnega. Pravzaprav, če kdo pride peš ali s kolesom, to je še toliko boljše. Ampak, ko vidiš to množico, te kar srce zaigra. Krasno je. Iz sproščenih in nasmejanih obrazov obiskovalcev je bilo razvidno, da je tovrstni dogodek pri ljudeh spodbudil zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, gibanja ter medsebojnega druženja in povezovanja.